Drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni. V prihajajočem tednu bomo razmišljali o razločevanju. Če smo nekoliko bolj natančni, o razločevanju duhov. Verjetno se vsi strinjamo, da je razločevanje pomembno sredstvo v našem duhovnem krščanskem življenju. Brez razločevanja ne moremo ubrati prave poti, ne moremo delati pravih izbir v življenju, ne moremo izpolniti Božje volje. Vsi ljudje razločujemo in tehtamo naše izbire. Razmišljamo, kaj se splača in kaj se ne splača. Kriteriji naših izbir sta pogosto uspeh in dobiček, v smislu, kaj nam bo lažje in bolje. Sveti Ignacij Lojolski je v svoji knjižici duhovnih vaj zapisal: človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga, našega Gospoda, in mu služi, ter tako reši svojo dušo. Drugo na zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči cilj, za katerega je ustvarjen. To naj bi bil kriterij naših izbir, Božja slava, služenje Bogu in rešitev naše duše. Veliko vprašanje je, če naše izbire upoštevajo ta kriterij. Zato nam sveti Ignacij prihaja naproti s pravili duhovnega razločevanja, da bi se prav odločili v svojem življenju. V njegovi knjižici duhovnih vaj, ki so razdeljene na 4 tedne, najdemo tudi pravila duhovnega razločevanja. Pravila so razdeljena na 2 dela: razločevanje duhov in razločevanje Božje volje. Razločevanje duhov pa ima 2 sklopa. Prvi sklop so pravila, da bi nekoliko začutili in spoznali vzgibe, ki se prebujajo v duši, dobre, da jih sprejmemo, slabe, da jih zavrnemo. Veljajo bolj za prvi teden duhovnih vaj. Potem drugi sklop pravil, ki imajo isti namen, da bi duhove bolje razločevali, ustrezajo bolj za drugi teden duhovnih vaj. Čeprav so ta pravila postavljena v mesečne duhovne vaje, lahko v marsičem pomagajo tudi v našem vsakdanjem življenju. Potrebno je naglasiti, da sveti Ignacij ni prvi, ki je govoril o tem. Duhovno razločevanje je v takšni ali drugačni obliki navzoče v celotnem svetem pismu, tako stare kot nove zaveze. Evangelist Janez je zapisal: ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušate, ali so od Boga. Apostol Peter pa pravi: trezni bodite in budni, vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Duhovno razločevanje so cenili tudi mnogi duhovni možje in žene v zgodovini cerkve. Anton Puščavnik je bil prepričan, da je razločevanje mati in varuh vseh kreposti. Načela, po katerih so stari menihi razločevali, najdemo tudi pri Kasjanu in Evagriju ter drugih. Sveti Ignacij pa je tisti, ki je na podlagi svoje osebne izkušnje uredil pravila duhovnega razločevanja. Potrebno je, da znamo najprej razlikovati, da lahko potem razločujemo. V Matejevem evangeliju je zapisano, da se bodo ob sinu človekovem ob koncu časov zbrali vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Kakor loči ovce od kozlov, oziroma kako bi pastir ločil ovce od kozlov, če ne bi znal
razlikovati med enimi in drugimi. Sam sem velik ljubitelj narave in si prizadevam, da bi živel čim bolj skladno z njo. Se mi zdi pomembno, da pravilno ločujemo odpadke. In me zelo boli, ko vidim, da nekateri vržejo vse v isti zabojnik, čeprav imajo možnost ločevanja. Sprašujem se, kako bo nekdo, ki ne zna razlikovati med papirjem, steklom, plastiko, pločevino in organskimi odpadki, zmogel razlikovati med notranjimi vzgibi, mislimi, čustvi in željami, od kod prihajajo in kam ga vodijo. Odpadke je treba najprej znati razlikovati, da jih potem lahko ločujemo, vržemo v določen zabojnik, ki je za to pripravljen. Zato star judovski pregovor pravi: ne dajaj otrokom daril, dokler ne razlikujejo med kamnom in orehom. Otroci gredo k prvemu svetemu obhajilu šele 7 leti, ko nekako razlikujejo med navadnim kruhom in pa svetim obhajilom. Notranji vzgibi imajo 3 vire. Prihajajo lahko od Boga, človeka samega ali od sovražnika človeške narave. Potrebno se je naučiti razlikovati med enimi, drugim in tretjim. Glavno vprašanje je, kam me vodi neka misel, neko čustvo ali želja, k Bogu ali proč od Boga. Me odpira ali zapira, me osvobaja ali zasužnjuje. Notranji vzgibi vplivajo na naše izbire in posledično naše delovanje, ki je lahko pravilno ali napačno. Zato razločevanje nima samo teoretično, ampak tudi praktično vrednost. Bolje znamo razločevati, bolje smo svobodni in obratno. Sedaj se na kratko lotimo prvega pravila, prvega sklopa duhovnega razločevanja. Prvo pravilo pravi takole: pri ljudeh, ki padejo iz smrtnega greha v smrtni greh, ima sovražnik navado predočevati jim navidezne naslade, tako da jim v domišljiji zbuja čutne užitke in naslade, da bi jih bolj zadržal in potrdil v njihovih zablodah in grehih. Dobri duh pa ravna s takimi ljudmi nasprotno, vznemirja jih in jim grize vest z glasom razuma. Ob prebiranju tega pravila se spomnim prilike o nespametnem bogatašu, ki je rekel: duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let, počivaj, jej, pij in bodi dobre volje. Ali recimo priliko o Bogatinu in Lazarju. Živel je bogataš, ki se je oblačil v škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal Lazar, ki je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedil tega, kar je padlo z Bogatinove mize, pa mu tega nihče ni dal. Celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Psi so pokazali več sočutja do tega človeka kot Bogatin. Ti dve priliki dobro pokažeta, za kakšen tip ljudi oziroma človeka gre v prvem pravilu. Gre za človeka, ki pada iz smrtnega greha v smrtni greh. S smrtnim grehom se človek obrne proč od Boga, prekine prijateljstvo z njim, izgubi posvečujočo Božjo milost. Zapiše se duhovni smrti. Kako deluje hudi duh pri takem človeku? Spodbuja ga, da vztraja v slabem.
Prikazuje mu navidezne naslade, v domišljiji zbuja čutne užitke. Zakaj? Da bi ga obdržal v njegovih zablodah in grehih, da bi se še bolj pogreznil v zlo. Njegov cilj je jasen. Pogubljenje njegove duše. Če ima tak človek pomisleke glede svojih dejanj, mu hudi duh pravi, saj vsi tako delajo, vse to ni nič takega. Potrebuješ to, zaslužil si. Saj ne bo noben izvedel. In podobno. Kako deluje dobri duh pri takšnem človeku? Vznemirja ga in mu grize vest. Kaj je rekel Bog bogatinu? Neumnež, to noč bodo tirali tvojo dušo od tebe in kar si pripravil, čigavo bo? Ali ne vidiš, kako propadaš? Uničil si boš zdravje, trpi tvoja žena in otroci. Ti ni nič mar zanje. S kakšnim namenom dela to hudi duh, oziroma dobri duh? Da bi se človek spreobrnil, obrnil k Bogu in zaživel novo življenje. Ko sta Ignacij in Frančišek Saver študirala skupaj, je slednji precej skrenil s prave poti. Namesto da bi študiral, je veseljačil, popival in ponočeval. Ignacij mu je nekoč citiral Božjo besedo. Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi? To je Frančiška tako pretreslo, da je spremenil način svojega življenja. Postal je redovnik jezuit, eden največjih misijonarjev na svetu. Kaj lahko razberemo še iz tega prvega pravila? Da pri takem človeku, ki gre od slabega k slabšemu, hudi duh deluje predvsem na njegova čustva, dobri duh pa na njegov razum, ker so čustva že zavzeta od sovražnika. Hudi duh daje takemu človeku mir, dobri duh pa ustvarja v njem nemir. Mir je relativen pojem z ozirom na to, k komu je človek usmerjen, k sebi ali k Bogu. Srečno!